Motila sem se glede Candace Owens. Trdila sem, da jo je domnevno plačal Katar kot del tujega vplivnega delovanja v Združenih državah. Vendar to nikoli ni bil Katar. Zdi se, da je bila verjetno Rusija. Ja, Rusija, kjer se je Candace Owens ta teden znašla. In to je močno promovirala. Če je kaj, kar nam ni všeč, je to tuje vmešavanje. Ampak moram reči, da je Rusija nekoliko občutljiva tema, ko gre za Candico. In zdaj nam dolguje veliko odgovorov na nekaj zelo preprostih vprašanj. Ampak to ni edino protislovje vsem, kar se je dogajalo v zadnjih nekaj tednih s Candico. Še enkrat jo najdemo. Kako laže svoji publiki, ne samo da od njih prosi za denar, čeprav je neverjetno bogata in nosi napačna oblačila, za katera je prisegla, da jih ne bo nosila. Dobesedno je v Rusiji, kjer promovira rusko propagando, govori na tej veliki konferenci z nekaterimi najhujšimi manipulatorji Zahoda, ves čas pa se pretvarja, da je tam na družinskih počitnicah. Ampak spet, Candice je lažnivka in ne moremo storiti veliko glede tega, razen da to razkrijemo in o tem govorimo. Tukaj je opomnik, kako nam je govorila, da Katar nikakor, res nikakor in ne bi plačal. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Mejraka, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, delite ta video, da razširimo sporočilo, ker se upiramo norcem. In zagotovo mislim, da je Candice visoko na seznamu norcev. Poslušajmo. Absolutno me Katar ne financira. Rada bi bila mimogrede Katar, če gledate. In zelo odkrito sem povedala, da bi rada bila financirana strani Katarja. Torej Katar, če gledate, prosim, nimam nobenih težav. Ne bo jim uspela obratna psihologija pri meni. Če pridete k meni s 3 milijoni dolarjev, bom brala oglase za Katar. Katar, kakorkoli. Ne vem, uporabite katarsko železnico. Ne vem, Katar. Katarci imajo v lasti skoraj cel London. Z veseljem bi bivala v enem od njihovih hotelov. S tem nimam nobenih težav. Nismo financirani strani Katarja. Trudim se. Torej, tukaj nam v bistvu pove, da nima nobenih težav s tem, da je nekdo, ki ga financirajo tuji vplivi, da bi promovirala njihove ideologije Američanom. Kar je pomembno, ker če želite videti, kaj se z njo trenutno dejansko dogaja, bi si morali ogledati njeno potovanje. Nisem prepričana, kaj sem pričakovala, ampak tega nisem pričakovala. Moskva je neverjetno lepo mesto. Prav, na tem potovanju promovira, kako čudovita je Moskva. Ampak tukaj je nekaj, o čemer želim govoriti, in to je njena obleka. In ne zato, ker bi me posebej zanimale njene modne izbire, ampak zato, ker ta obleka resnično pove vse, kar vemo o Candace. Candice rada kritizira bogataše, medtem ko potuje v Italijo in Rusijo ter nosi Balenciagino jakno za $3,550. Kakorkoli, tukaj je, kako naj bi jo nosili. Res so ji naredili krivico, ker te fotografije niso obrezali. Moram reči, da če bi mi rekli, da je to kupilo v trgovini z rabljenimi oblačili, bi vam verjela. Ampak to je originalna obleka, prav? Znižana na samo $2,000 namesto $3,000. V redu, zakaj vam to sploh kažem? Ne zato, ker bi me posebej zanimalo, da to nosi za intervju na ruski državni televiziji, ki jo je odobrila ameriška vlada, prav? In intervjuvajo tiskovni predstavnik Ruske pravoslavne cerkve, Moskovskega patriarhata pod nadzorom Putina. In to bo predvajano na televiziji. Želim, da si to za trenutek ogledate. Nisem več, časih sem oboževala Yves Saint Laurent. Zdaj pa... Ne, ne moreš več s temi znamkami, kaj? Ja, te hlače so mi všeč. Ne moreš. Ali nosiš Yves Saint Laurent? Ne, ampak je to pedofilska oprema. Dobesedno, nikoli več ne moreš nositi Yves Saint Laurent. To je tako demonsko in tako ogabno. To so bili te ljudje. In potem so rekli, da bodo to naredili moderno. Naprimer, tista stvar z Balenciago, kaj ne? Ja, s tistimi medvedki, ki so bili še vedno zvezani in nekako malo ob strani. Ali se zavedaš, da so to vse francoske znamke? Nikoli jim nisem zaupala. Ja, točno tako. Torej, to prihaja iz Pariza, ker so frankisti povzročili francosko revolucijo. To je bil vedno napad na krščansko cesarstvo. Moram reči, da je res smešno gledati, kako si izmišljuje stvari, ki si jih izmišljuje. Ampak to ni izpred zelo dolgo časa. Pravkar je intervjuvala Russella Branda in tam je rekla, da ne smeš nositi Yves Saint Laurent in ne smeš nositi Balenciage. Zakaj? Zaradi dobesedno obroča. Sigmund Freud je to izrecno napisal. To je naša religija. Ko ljudje izvejo, da je to naša religija, je to problematično. Zato moramo v pisanju uporabljati prikrivanje. Ne smemo biti iskreni glede tega, kar počnemo, ker vsakič... Vem, vedno najde milijon razlogov, zakaj ne bi smela nositi Balenciaga. In spet, preberi to.
Nobenemu zvezdniku nikoli in nikjer ni kul, da bi zagovarjal, kar je naredila Balenciaga. Moji materinski instinkti preglasijo vse drugo. Popolnoma v redu je, da izobčimo pedofile in tiste, ki otroke pripravljajo na spolne zlorabe. Samo želim, da je to jasno. To je iz leta 2022, morda malo preden je postala psihotična. Čeprav v tem trenutku vemo, da je bila vedno psihotična. Dokaz za to bom pokazala v trenutku. Kako noro je pomisliti, da je tam in dela ta podcast z Russellom Brandom, ter govori, da tega outfita absolutno ne smeš nositi pod nobenim pogojem. In potem je tukaj ona. Ljudje trdijo, da si je to zavezala malo drugače, da ljudje ne bi opazili, da gre za ta outfit, ampak ona tukaj nosi Balenciago. To je dobesedno točno tisto, kar počne Candace. Vsem drugim govori, da se morajo obnašati na določen način. In potem gre ven in počne, kar ji paše. Seveda pa svoje podpornike prosi, naj ji dajo denar in pomagajo financirati njeno varnost. Mogoče, če ne bi nosila obleke za $3000, kar je spet njena pravica kot zelo bogate osebe, naj pač to počne. Ampak si lahko privošči varnost. Razlog, da si lahko privošči oboje, tako draga oblačila kot tudi varnost, je, ker je zelo, zelo bogata. In če ste eden tistih bedakov tam zunaj, ki svoj težko prisluženi denar dajete Candace Owens, da financirate njene Balenciaga obleke, v katerih nastopa v svojem podcastu in vam govori, da jih ne smete nositi, ker v bistvu podpirajo pedofile. In za tiste, ki ne veste, je bila Balenciaga pred nekaj meseci vpletena v ogromen škandal. Morda je bilo celo že leto dni nazaj, ko so promovirali te čudne oglase z otroki. Bilo je res vse skupaj zelo čudno. In Candace je že leta 2022 javno povedala, torej je bila ta kampanja očitno veliko starejša kot le nekaj mesecev nazaj. Rekla je, ljudje, nehajte, ne nosite Balenciaž, tukaj pa jo nosi sama. In to je pomembno, ker nas spomni, kako se ona loteva stvari. Candace rada kritizira bogataše, kot že vemo, in promovira idejo, da se res težko prebijo skozi življenje. Kot sem vam že prej povedala, vam želim pokazati te neverjetne protislovja od leta 2016 do 2026, ker me toliko ljudi sprašuje, kaj se je zgodilo s Candace, zakaj je spremenila svoje stališče. No, ker je bila ta ženska vedno nepoštena, vedno. Vse, kar si želi, je gledanost. Vse, kar si želi, je biti na vrhu. In pogosto se sprašujem, zakaj sploh snemam videe, če s tem delam še večjo reklamo. Mislim, da je razlog v tem, da ima tako veliko sledilcev, da morajo biti vsi obveščeni, kakšna lažniva krava je. Poglejmo si. Živijo, jaz sem Candace Owens in sem ustanoviteljica socialautopsy.com. Naša ekipa je pregledala javne vmesnike Facebooka, Twitterja in Instagrama ter ustvarila resnične profile posameznikov, ki širijo sovražni govor po spletu. Tako je Natalie Jean Beisner to objavila na Twitterju. Candace in hči bo odrasla v pravo prasico ali pa bo pristala v zaporu, ali pa oboje. Morali bomo izvedeti, kdo so ti ljudje. Ljudje morajo vedeti, kje si, kdo si, zakaj si, odkot prihajaš, kako si prišla do tega v življenju, kaj imaš v svoji omarici zdravili, ne vem. Ne bi si želela živeti poleg nečesa takega. Ti posamezniki so tvoji učitelji, zdravniki. Zakaj pa to ni tako? Zakaj je pomembno to razumeti? Ker je bila celotna platforma Candace Owens zgrajena na ideji, da bi morali imeti svobodo govora, da bi morali imeti pravico reči, kar želite, da vas ne bi smeli nikjer izobčiti. In potem izveš, da je imela spletno stran, ki je razkrivala osebne podatke ljudi, ki so nekaj govorili na spletu, kar je spet nekaj, kar ti je dovoljeno početi. Ampak leta 2026 ni niti malo spremenila svojega stališča. Še vedno pravi, poiščimo vse informacije o teh ljudeh. Veš, ponavadi mislimo, da je Candace Owens naredila velik preobrat in da je bil ta preobrat zelo javen. Bila je v Izraelu s Charliem Cugom, prej je podpirala izraelsko stališče. Zdaj ima nenadoma to noro manično teorijo, da Judi nadzorujejo vse. Frankistično teorijo. Karkoli že, kar je nekako povezano s pedofilijo, za katero verjame, da so Judi. To je ta neumna stvar, kaj jo misel, ampak v svojem bistvu se pravzaprav nikoli ni spremenila. Še vedno je manipulativna, laže, se sooča z ljudmi in poskuša ustvariti čim več kontroverznosti okoli sebe, kolikor je le mogoče. Sosedje in lastniki podjetij. In prvič doslej boste imeli priložnost jih zares temeljito preveriti, da boste videli, kakšni so te ljudje za zaprtimi vrati. Ti ljudje, kot sem rekla, so nevarni. In ne bi bila presenečena, če bi o njih odkrili kakšne stvari. Kar počnemo je, da figurativno dvigujemo maske. Tako da se nihče ne more več skrivati za, veste, uporabniškimi imeni na Twitterju ali zasebnimi profili. Zato bom začela drezati in raziskovati nekatere od teh računov, ki objavljajo ves dan, vsak dan. In sporočila vam bom, kaj odkrijem. Družbena obdukcija je vaša digitalna sled.
To je dobesedno to, kar počne. To je njena stalna taktika, samo laže. In pomisliti, da dejansko promovira ruske zadeve. Začenjam razumeti, zakaj govorci paničarijo, kričijo in lažejo v ruskem dosluhu, ko izvejo v Ameriki, da platforma prihaja sem. To je Platonova alegorija o votlini. Resnično je šokantno, kako čisto, lepo in urejeno je mesto. To je tako daleč od prikazov v medijih. Ona širi rusko propagando. In spet, lahko bi bili tam zunaj in rekli, morda ima Candice neko točko glede Judov. Morda ima Candice prav glede Erice Cuk. Ampak, no, fantje, se razumete, da je Rusija problem, kaj ne? Se razumete, da diktature niso dobre, ali pa morda ne? Morda pa ne. In potem si idiot, ki sledi Candice Owens, ampak je res zanimivo to opazovati. Morda smo se ves čas motili, morda ni Katar tisti, ki jo financira. Morda so bili v resnici samo Rusi, ki so poskušali povzročiti še več zmede v Združenih državah, kar je bila vedno njihova taktika. Namesto, da bi poskušali premagati Zahod, ga preprosto pustijo, da se notranje razpade. In kako to narediš? S spodbujanjem razdvajajočih glasov, za katere mislim, da lahko zdaj rečemo, da je Candice Owens zagotovo ena izmed teh oseb. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.